Na današnji obravnavi iztisnjenih delničarjev Ilirije d.d. smo s pomočjo sodišča VZMD-ja in poravnalnega odbora dosegli nek kompromisni predlog in kompromisno rešitev, ki smatramo, da je za iztisnjene delničarje zelo ugodna. Dosegli smo dodatno denarno doplačilo v višini 25 evrov, kar je za 100% več, kot so že prejeli. Tako da bo večinski delničar, gospod Janez Rozman, moral to doplačilo izvršiti v nadaljnjih 60 dneh od danes. Mislim, da je razplet ugoden in glede na izkušnje s podobnimi primeri tudi relativno hiter in učinkovit. Z današnjo poravnavo pred sodiščem v Kranju smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev izjemno zadovoljni. Gre za prvi primer, kjer smo uspeli doseči kar 100% dodatek k sicer že izplačani odpravnini v primeru iztisnitve malih delničarjev Ilirije strani večinskega delničarja Janeza Rozmana. Gre za situacijo, kjer je bila že v izhodišču naša ocena, da je bila izplačana denarna odpravnina, takrat 25 evrov na delnico, prenizka. Zato smo tudi sprožili postopek. V tem postopku se nam je pridružilo v delniškem sporazumu oziroma v sami pogodbi in postopku, ki smo ga peljali preko odvetnika magistra Strojena in pa delničarke Griljeve, ki je formalno postopek tudi sprožila, kar 120 od sicer 150 iztisnjenih delničarjev, in tudi zato smo lahko bili temu primerno bolj uspešni in angažirani. Veseli nas, da smo v tem primeru uspeli doseči poravnavo na način, ki nenazadnje prinaša tudi in pomeni modro odločitev strani večinskega lastnika in delničarja, ki je iztisnitev izvedel. Tako da smo v zadnjem času, ko je po sicer dolgotrajnem procesu naše združenje tudi ob nekaterih menjavah v strokovnem pogajalskem timu, med drugim smo zamenjali in pridobili nove sodelavce na področju cenitev in revizij, da smo na teh osnovah uspeli najti rešitev, ki vsekakor pomeni za male delničarje, ki so bili iztisnjeni, po našem mnenju primerno in pošteno odpravnino. Skratka, prejeli bodo v prihodnjih 60 dneh skladno z poravnavo, ki je bila sklenjena pred sodiščem, še dodatnih 25 evrov na delnico. Tako da v združenju tudi sicer z postopkom, ki smo ga že zaključili predhodno pred kranjskim sodiščem v primeru iztisnitve malih delničarjev Term 3000 strani Save, ugotavljamo, da na tem sodišču zadeve potekajo ažurno, sprotno, za razliko naprimer od nekaterih postopkov. Naše združenje je aktivno v preko 10 postopkih preverjanja primernosti denarne odpravnine, kjer so bili mali delničarji iztisnjeni in po naši oceni izigrani. Zato tudi današnji primer kaže na to, da je pomemben odziv delničarjev, da je moč doseči tudi preko sodišča in v teh postopkih, ki so edina možnost v primeru iztisnitve oziroma, kot jo mi pogosto imenujemo, razlastitve delničarjev. Tako da velja še enkrat poziv vsem delničarjem, ki se znajdejo v takih situaciji, nenazadnje tudi tistim, ki so delničarji v družbah, kjer je naše združenje tudi angažirano v sorodnih postopkih. Preko 10 takšnih primerov imamo na različnih slovenskih sodiščih, da se vključijo v te postopke in hkrati tudi, da se obrnejo na nas v primeru, ko izvejo, ko se na njih obrnejo družbe z tem, da jim posredujejo podatke zaradi iztisnitve oziroma razlastitve.